Če bi pa Roglič potem ne odletel, ne, pa ni več kože, so samo še kosti. Se malo me je strah, sem prav dast, pa ne. A si v redu. Stari, ne mi rit vohat, prosim lepo, no? Bolj v srčju Turčije je že skoraj težko biti, smo na polovici naše poti, danes naredimo switch avtomobila, torej prihaja Mazda CX-60, čist nov avto. Pa je, moramo biti na lokaciji najkasneje ob 4 popoldne, ura je zdajle 7 zjutraj, da se soočimo z eno najnevarnejših cest na svetu sploh. Evo, avti so pripravljeni. Tale lepotec bo danes moj, bogat s prstnimi odtisi in potjo, ki se mu je zgodila včeraj. Se veš, da imam jaz to sranje avtomobile, ne? Mogoče bi pa izkoristil na drugo šanso, lej, to sem nameraval pokazati, ampak tale avto, se bomo potem vsega lotili, ima črno armaturko, tak klasičen pristop, ampak ta beli, tale dizajn, niti ne vem, aha, tkanina je, vidiš, takole prešita po sredini. Ok, to mi je pa fejst všeč. To je dobro zgleda, le. Tale zaslon je pa fejst večji. Ja. Pa zdaj sem prvič malo bolj detaljno učil vrgo na armaturko pa na okolje. Instrumentna je povsem digitalna. Poglej, tole je ta širok greben, tukaj je valjda cup holderja, ki se jih da tudi zapret, popravljalni sistem, prestavna ročica, tukaj učitno zbiramo vozne programe, pa potem klasična stikala za klimo, ta velik zaslon, ki sem ga že omenil, aha, zdaj se bo zadeva sparla s telefonom, pa potem digitalna instrumentna. Meni tole dobro zgleda. Daj bom jaz za forum malo odzumu, pa da pokažem, kje smo v resnici. Napred. Aha, zdaj sem šel pa malo predaleč. Se bom najdel, nismo na Antarktiki, to bo Epic Drive number 2. Poglej, evo, v srcu Turčije. Wow, čudovito je. Aš, kot si jaz želim, da bila moja ta mala zraven, pa da bi kaj pokazal. Nereye gidiyorsun? Olmaz. Go. Hello. Sen beni çekmedin. Eno što je rekel, dol butnemo, ker zdaj ne vem, kako je ime, pa gremo pa naprej. S CX-60 sem zdaj naredil pa ne več, kot mogoče 10, 15 ali pa največ 20 km. Feeling v primerjavi s CX-5 je, se mi zdi, povsem drugačen. Veš, avto deluje še malo bolj fin, pa niti ne zaradi materialov. Se mi zdi, da so v CX-5, pa tudi v ostalih Mazdah, že tako na zelo visoki ravni. Mazda je uspešno izvedla to transformacijo iz avtomobilske znamke, ki dela dobre avtomobile, v avtomobilsko znamko, ki se je upravičeno na marsikaterem področju lahko smatra za premium. In tudi ta prvi feeling, ki se z avtomobilom peleš, je točno tak. Udobno podvozje, prostorna kabina, fini, zelo udobni sedeži. Potem pozneje se mi zdi, da februarja naslednje leto, če se ne motim, pridajo pa še 3-litrski bencinar, vrstni 6-valjnik, za njim pa še 3,3-litrski dizel. Zavedam se, da bo to precej nišen avto zaradi pogona, zaradi velikosti, najbrž seveda tudi zaradi cene in tako. Ok, smo pa že skoraj tam, vožnja s trajektom za dobro jutro, pol pa naprej. Da bi se lahko on izstrelil preko Marsa z gravitacijsko silo. Pa tista nevidna sila. Opa. AK-47. Kratek pit stop, luštna lokacija, zato da sem naredil par fotk za Instagram tukaj v Breki. A veš, imaš ti en konc avtomobila v vodi, pa oprijema ni na pretek, pa se pa hitro spreminja to, kaj se zgodi pod kolesi. Torej vidiš veliki kamni, pesek, voda in zato bom zdaj, ko se bom prestavil avto, prestavil program off-road samo zato, da optimiziram pogon in da brez kakršnihkoli težav splezam tukaj ven, pa gremo nazaj na cesto. Poglej, tukaj je to stikalo, bom jaz dal na off-road, vidiš? Dobro, jaz sem vse mislil, da bo malo bolj praskal, ampak očitno je podlaga dovolj trdna, da je bilo oprijema na pretek. Ne bi rabil niti prestaviti na off-road. Na Dimitrija ne smem pozabiti.
Dober dan, a greste zraven? Ja, greste do Finske. Če bi pa Roglič potem ne odletel, ne, pa ni več kože, so samo še kosti. Veš, koliko je to grobo, to so dejansko kamni položeni na nekaj, kar se sprime skupaj, noro. Direktor nas je pa brainstorm neke možne rešitve. Kar počas, gospa. Lej, kakšen pas, ej. To je ta Kengel, verjetno. Ja, zdaj koliko je velik. A te moče malo hitreje pelati? Absolutno ne. Ok, Da se uživim s tam. To je life, ne? Kafica, prijatelji. Kakšne ceste, noro, ej. Flika pri fliki, ampak nekih lukenj pa ni. Ja, pam, luknjo. Ja. Tale kuža je prijazna, ne? Ej, ne znam ti povedati, da sem bil nazadnje na kakršnikoli predstavitvi avtomobila, da bi bile ceste tako pestre v smislu raznovrstnosti podlage. Mislim, to je noro. Zdravo! Kaj zdaj? Ja, kvaj ti? Stari, ne mi rit vohat, prosim lepo, no? To je malo me je strah, sem prav dast, pa ne. A si v redu? Sorry, jaz moram iti zdaj, veš? Ne skakati. Ja, mi. Šta ima? Zdaj smo pa nabasali na en tak res grob pa hud makadam in mogoče tudi ta prav trenutek, da povem še eno stvar. Zdaj sem pa že nekaj prevozil s 60-ko. Seveda tudi približno ni športnik, razmeroma težek, valjda, saj je priključen hibrid, ampak potovalnik tudi na slabših podlagah, to je pa vrhunski. Zdaj prehajamo pa na tisti del, ki je pa res sketchy. Pa je razgled hud, midva ne vidva nič, samo en mlek tukaj na levo in to je to. Moramo paziti, da se izognemo avtomobilu s predrto pnevmatiko. Zdaj ti pa pokažem, kaj jaz vidim. Prav. Takole približno, no. Kleje pravi, da je cesta še razmeroma široka, pa se bo pa vse skupaj malo zresnili na potenco, so rekli. In to je pa že kar malo napeto, veš, ti pokažem. Pazi zdaj to. Jaz sem še malo bolj prepasal, kot ponavadi. Gre. V bistvu kar redo Einschlag. Einschlag, ja? Ja. Ok, doza realnosti. Ena najbolj nevarnih cest na svetu, jaz vseeno mislim, da ne, tudi kljuke so precej prizanesljive, je pa res, da če si nepozoren, ko zabluziš face, se tvoj avto pa telo potopita v tale bel mlek, pa sam čakaš, da bo začel orang trest. Pa še ena stvar, pri Mazdi so rekli, da jim je hudo, ker ne zmoremo te lokacije, te ceste doživeti pri polni vidljivosti, pri soncu. Zato zdaj kratek intermezzo, ti pokažem par posnetkov, pa mogoče celo kakšno fotko, kako je izgledalo takrat, ko ni bilo pač... Jaz vem, da je fajn avto gledati, kako voz mim pečin, pa mim grabno, ne, ampak pol, ko se on odpelje, moram jaz za njim laufati. Ni najbolj simpel kle rikvarc vozati, veš. Enega nič ne skrbi, da bomo kaj odnesli, pri temu je pa malo drugače. Kje pa je avto? Farmal je ograju, pa ga pa ni več bilo.
I can't believe that shit. Da vidim. Pa tudi Instagram profili, ki imajo to sovjetsko arhitekturo. Ej! Gledam zdaj tole brošurico, ki sem ti jo pokazal v enem prvih kadrov prvega vloga od mesta Ürgüp. Prek Elaziga smo zdaj pripeljali do Trabzona, tukaj na obali Črnega morja. In preden naredim en tak dosti hiter zaključek, ker povedal se mi zdi, da sem že kar nekaj bi ti rad pokazal, en trik, ki ga ta avto zna, pa se mi zdi zelo uporaben. A vidiš tale krogec tukaj? A veš, kaj je to? To je kamera. Veš, Mazda CX-60 je opremljena z enim sistemom, ki so ga pri Mazdi poimenovali Driver Personalization System. Ta kamera te bo uspela prepoznati in ti pomagati pri udobni namestitvi in sprožitvi vseh funkcij, ki jih imaš ti najraješ pri avtomobilu. Namreč ti kot voznik boš lahko v sistem vnesel do 6 oseb, pravzaprav bo šlo za 6 profilov, ki ga boš poimenoval verjeten poseb, vnesti boš mogel tudi višino in glede na višino in na to, kaj kamera vidi, ti bo avto predlagal idealen položaj za volanom in ko boš ti nastavil še vse ostale stvari, ki ti ustrezajo, tudi s kakšno jakostjo recimo poslušaš muziko, kako imaš rad nastavljeno klimo, kako imaš nastavljeno ogledala, pa kako imaš rad nastavljen volan in seveda tudi sedeš, pač tiste stvari, ki morajo štimati, da se ti dobro počutiš v avtu, a ne? No in ko se boš naslednjič ti usedel v avto, bo on takoj prepoznal, aha, ti si pa Ciril, ti imaš rad pa takole. Vidiš, tukaj v meniju zbereš Driver Personalization System, klikneš Add New Driver, potem pa vneseš svojo višino. Jaz si bom pa sedež na laž napačno nastavil, pa da vidim, če bo avto to pogruntil. Start. Dvignil me, okej. Ej! V nulo, stari, je zadev. In zdaj lahko tole vidiš s hranom. Welcome Driver One. In to je to. Noro, stari, dejansko sedim točno tako, kot bi vsak voznik moral. Pa ajde, kar se ostalih naprednih tehnologij tiče, se mi zdi, da bi bilo vredno izpostaviti, če ta tempomat, ki sem ga ravno kar omenil, je sposobno sam prilagajati hitrost glede na omejitve. Pa še eno stvar bi ti rad pokazal. Namreč 360-stopinjsko kamero, to pač že poznamo, ne? To je ta klasika, ki jo že poznamo, ampak ponujajo ti pa tudi extended view za še boljšo preglednost okrog vozila. A je pa prostoru se nismo posvetili, se pa usedem še v drugo vrsto, da ti pokažem kufer. Lej, ta avto je preključen hibrid, pa kljub temu ti ponuja 570 litrski pretlažnik, po domač povedan, prostora tukaj noter je zares ogromen. Takole je dvojen poden, vidiš, tukaj noter imaš kabel, prva pomoč. Zdaj gremo pa še v drugo vrsto. Mislim, da se tukaj CX-60 uvršča v povprečje, namreč nastavil sem si sprednji sedež za mene, seveda. Prostora za kolena mi ostane pa tokle, ker je povsem dovolj, plus zelo pomembno, dost prostora je tudi za stopala. In grede detajl, 2x USB-C, pa še, tole je pa tudi pomemben, mrzke lahko polniš. Pa če nimaš nič proti, ti bom še enkrat pokazal kokpit, med drugim vse tiste stvari, ki se mi zdijo pomembne. Položaj za volanom odličen, pa ne zato, ker mi ga je avto sam nastavil, zato ker je dejansko nastavitev ogromno. Kakovost vseh uporabnih materialov je zares dobra, sestavljenost celotne kabine je odlična, pa da ti še enkrat pokažem kokpit tukaj od ozadij, sam si ustvar mnenje, a ti je tale layout všeč ali ti ni. Celoten feeling kabine je na visokem nivoju, jaz sem se tukaj noter dobro počutil, pa nisem mal prevozil, v bistvu sem bil v CX-5 10 ur prvi dan, pa v CX-60 10 ur drug dan. Pa tudi vmesnik je preprost, ampak učinkovit, predvsem pa lej Mazda je ubrala eno tako zanimivo pot. Zaslon malo štrli iz armaturke, kar komu ni všeč, obenem je pa vanjo tudi integrirana. Je to slučajno najboljše obeh svetov. A veš, kaj mi je še všeč? Leto, dvokrilno odpiranje tegale sredinskega predala. In stari, jaz mislim, da je to. A ja, dobro, ta najpomembnejša reč sem pa pozabil povedati, lej, tukaj gor sem ti izpisal ceno vstopenega modela, preber. Za vse ostale podatke pa tiste stvari, ki te še zanimajo v tehničnem smislu, kakšne številke, detajli, ja, popet pa na njihovo spletno stran, pa tam malo naštudiri. A prav. Ja, zdaj pa to res to. Lepo se mej. Jaz sem pa potuš, ker se mi zdi, da že malo smrdi. Ajde, čau.